Jaz bom čisto na kratko upozoril na par odprtih vprašanj in dilem, ki se nam bodo morda zastavile pri tem, ko se bomo ukvarjali z univerzitetno založbo. Za začetek bi rad pokazal tele številke. To je 5 največjih založniških korporacij na svetu med leti 2015 in 2017. Od teh 5 so 4 take, ki se ukvarjajo z znanstvenim založništvom. Na 4. mestu Bertelsmann, ki bolje sliši na ime Penguin Random House, je največja svetovna splošna založba, založniška korporacija z 170 založbami v, mislim, da več kot 40 državah po svetu. Tako da iz tega podatka se zelo lepo vidi ven moč univerzitetnega založništva. Profesor John Thompson je pred 15 leti, profesor sociologije na univerzi v Cambridgeu, je pred 15 leti napisal knjigo Books in Digital Age, v kateri je postavil tezo, da je poslovni model znanstvenega založništva ta, da znanstveni založniki univerzam nazaj prodajo tisto, kar od njih dobijo zastonj, in to opremijo z določenimi iskalnimi mehanizmi. In seveda vprašanje, ki se ves čas ob tem zastavlja, je, a je ta dodana vrednost, ki jo založniki temu dajo, tako velika, da to upravičuje tako moč znanstvenih založnikov. Z drugimi besedami, tudi iz tega se je pojavila zahteva po prostem dostopu. Logično je, da tisto, kar je narejeno z javnim denarjem, mora biti na razpolago javnosti, ne samo pri nas in tudi drugje. Tisto, kar jaz mislim, da se bo zgodilo, če se bo pač ta prosti dostop uveljavil tako, kot se govori o njem, je pa seveda to, da se bo tale tabela podrla, ker zelo verjetno nihče ne bo pripravljen plačevati toliko denarja za naročnine, za nekaj, kar je že itak prosto dostopno. Tako da, če se bo načrt S uresničil, je veliko vprašanje, kako bo izgledalo 5 največjih založniških korporacij čez 5 let, in jaz bi si upal vstaviti svojo mesečno plačo, s katero sicer ni, da bi se pretirano hvalil naokrog, ampak vseeno si upam staviti eno plačo, da takega vrstnega reda, kot je bil na uni sliki, čez 4 leta ne bo več, če se bo prosti dostop uveljavil. To pa seveda pomeni, da se bodo do neke mere karte na področju objavljanja znanstvenih vsebin začele deliti na novo, in z tega zornega kota je seveda smiselno, da tudi mi razmišljamo o tem, kako se tem spremenjenim razmeram prilagoditi. Kar zadeva trg znanstvenih monografij, je tukaj nekaj zelo zanimivih podatkov. Naklade so padle, o tem je kolega Filip že govoril, naklade so padle za več kot 80%, je pa naravnost eksplodiralo število novo izdanih naslovov. Hkrati so se znanstvene monografije v bistvu umaknile iz knjigarn, saj na velikih trgih je tako, da ko pridete v neko veliko knjigarno, tam ne boste našli znanstvenih monografij. Boste seveda našli knjige, ki jih izdajajo univerzitetne založbe, vendar to niso znanstvene monografije, ampak so knjige, ki so poljudno znanstvene, bi rekli v našem žargonu, in prilagojene bralcem na splošnem trgu. Če bi imeli časovni stroj in šli recimo v kakšno nemško, britansko, francosko, špansko knjigarno v sredi 70 let, bi tam videli kar nekaj znanstvenih monografij. Tega pač ni več. Naslednja stvar, ki se uveljavlja kot ena od oblik, v kateri bo veljalo tudi razmišljati, je kombinacija prostega dostopa in tiska za plačilo. Skratka, to je nekaj, kar se načeloma, saj v nekaterih okoljih zelo dobro obnese, da so pač znanstvene monografije na razpolago v prostem dostopu. Tisti, ki želijo monografijo prebrati, in kot bom malo kasneje pokazal, branje s papirja je tovrstnih tekstov je neprimerno bolj učinkovito kot branje z zaslona, si pa seveda stvar lahko kupijo. In tehnologija tiska po naročilu tako politiko brez večjih finančnih stroškov in organizacijskih komplikacij omogoča.
Število citatov iz monografij seveda upada, seveda ne samo zato, ker jih en velik del indeksov ne zajema, ampak ker enostavno univerzitetne založbe niso več monografije niso več vir tovrstnih gradiv, ki se citirajo. Stvar, ki je zanimiva, je ta, da se je čas med leti 1977 in 2005 branja znanstvenih člankov radikalno zmanjšal, po letu 2005 je ta čas manjši. Ne vemo, ali je tako zato, ker so tudi članki postali bistveno krajši in bistveno bolj pregledni, kot so bili nekoč, ali je pa to tako zato, ker enostavno raziskovalci brskajo po vedno večjem in večjem številu člankov in jih relativno malo zares globoko preberejo. Tisto, kar kažejo raziskave, je pa tudi to, da večkrat polovica uporabnikov znanstvenih člankov članek, ki ga želijo prebrati, natisne. Skratka, berejo z papirja in tisto, kar bi posebej poudaril, je, da to ni neka generacijska zadeva, da dinozauri, kot sem jaz, da bi pač brali z papirja, mlajše generacije pa samo z zaslona. Ne, to velja za vse brez nekih generacijskih sprememb. Tole je mimogrede ena raziskava, jaz sem bil del enega velikega projekta, ki se mu reče IRID, v katerem smo se ukvarjali z razlikami med branjem z zaslona in z papirja, in tole so eden od rezultatov ene zelo velike metaštudije, ki so jo kolegi naredili. Čisto na kratko, tale nič pomeni, da raziskava ni ugotovila nobenih razlik pri razumevanju branja s papirja in zaslona. Tole, kar je pa levo, pa kaže boljše razumevanje s papirja, desno boljše razumevanje z zaslona. Tako da praktično sta samo 3 raziskave v teh, ki so jih tukaj obravnavali, pokazale boljše razumevanje branja z zaslona kot s papirja. To je en tip raziskave, ki se mu reče z notranjim dizajnom, kar pomeni, da so bili ljudje v teh raziskavah, v bistvu je ista skupina ljudi brala enako zahtevno besedilo s papirja in z zaslona. Potem je pa obstoji še ena ogromna množica raziskav, kjer so 2 različne skupine brala, 2 različnih besedil, ampak tam so rezultati praktično podobni. Tako da, če za kaj lahko rečemo, da je dejstvo v družboslovju, in družboslovju vemo, da je vprašljivo reči, da je nekaj dejstvo, ampak če nekaj je dejstvo, potem je dejstvo to, da je papir za poglobljeno branje boljši kot zaslon, in to jaz verjamem, da bo pač ustal. Te raziskave mimogrede kažejo tudi to je bil eden od večjih šokov, ki smo jih doživeli, namreč spet to, da s časoma se ta razlika ne manjša, kar pomeni, da tako imenovani digitalni domorodci še slabše razumejo kompleksna besedila zaslona kot mi dinozauri. In rabijo papir. Tako da, ko smo tole predstavljali v Bruslju na direktoratu za izobraževanje, je imela zelo velika večina publike precej dolge nosove, ker so tam pač zelo navdušeni nad digitalizacijo, ampak tole seveda kaže, da je pri teh stvareh treba biti previden. Digitalno okolje je genialno zato, da imamo tam veliko količino informacij, zato, da lahko iščemo po njih in najdemo tisto, kar potrebujemo, ampak vedno pa rabimo možnost, da si stvar spravimo na papir. Zato pri znanstvenih člankih absolutno rabimo možnost, da jih natisnemo, pri monografijah pa to, da si jo lahko kupimo v tiskani obliki. Kaj to pomeni za nas? Vsekakor bomo vsi, ki pač objavljamo in ki, dokler bojo pač sistemi vrednotenja znanja taki, kot so, in v osnovi seveda s tem ni nič narobe, da objavljamo v revijah, ki so uspešne, da je dejavnik vpliva pomemben. Vprašanje je, kaj bo seveda od tega ostalo, pa kako se bodo stvari preoblikovale v naslednjih letih. Včeraj smo poslušali predavanje tudi o alternativni metriki, jaz sem potem to malo pregledal po spletu, kaj to pomeni, in to pomeni, da
naj bi taka metrika upoštevala tudi naš vpliv v širši javnosti. Ne? Tako da, če bo to prišlo če bo to obveljalo tako, kot tam piše, bomo pač tisti, ki občasno naredimo kakšen javni škandal, daleč najbolj ugledni akademiki. Tako da jaz bi bil s takimi stvarmi previden in bi se seveda držal teh utečenih zadev, in če bojo seveda te stvari ostale, je logično, da bomo tisti, ki pač tukaj raziskujemo, želeli objavljati tudi v takih revijah. In seveda bi bilo zelo narobe, če bi se s tem ustavili. Ampak vsaka uspešna univerza na svetu ima svojo založbo, mi to enostavno potrebujemo zato, da smo bolj vidni, kot rečeno, če se bodo tukaj nekoč v bližnji prihodnosti karte na teh področjih delile na novo, se nam tukaj obeta kar nekaj zanimivih izzivov. Jaz sem bil lani enkrat na enem predavanju o tem, kako se uspešno predava, in tam so rekli, da je grozno fajn, če imamo kakšno mačko kdaj na prosojnicah, zato jaz zmeraj dam mačko zraven. Sem lastnik verjetno ene najdebelejših mačk v Sloveniji, ampak pustimo detajle. Zdaj, če grem na konc vprašanjem, katera so tista ključna vprašanja, s katerimi se moramo ukvarjati, če želimo narediti založbo. Tukaj jaz osebno se zavzemam za haškovsko-švejkovski menedžerski pristop, zmerni napredek v mejah zakona, dajmo naši. A se to tudi na drugih fakultetah dogaja, samo na filozofski? Skratka, zmerni napredek v mejah zakona, kar pomeni, da tisto, kar jaz verjamem, da je smiselno narediti, je to, da naredimo ta skupni portal za prosto dostopne revije in knjige, ker to seveda pomeni tudi, ne nazadnje, tudi prihranek. Ko bi to naredili, bi se bilo seveda treba ustaviti, pogledati, da stvar deluje, smo zadovoljni z njo in potem razmišljati o naslednjih možnih korakih. Eno zelo pomembno strateško vprašanje je jezik objavljanja. Jaz moram zase priznati, da sem zadnjo stvar v slovenščini strokovno objavil, znanstveno objavil, mislim, da približno 5 let nazaj. Ko sem postal redni profesor, sem to proslavil s tem, da sem napisal monografijo v slovenščini, ker sem si to lahko privoščil, ker sem zanjo dobil pač približno toliko točk, ker za en krajši čas članek v kakšni ugledni reviji. Ampak v zadnji instanci, morda sem konzervativen, morda se kdo ne bo strinjal z mano, ampak jaz pač verjamem, da si slovenščina zasluži, da je jezik tudi jezik znanosti, ne samo jezik gospodinjske komunikacije doma, pa morda poezije, pa še kakšnih dejavnosti. Tako da mislim, da bi bilo prav, da poleg tega, da moramo vsi absolutno biti sposobni objavljati v angleščini, da je prav, da občasno objavimo tudi kaj v slovenščini, zato da skrbimo za domačo slovensko terminologijo in zato, da se lahko v kompleksnih stvareh pogovarjamo tudi v slovenščini. Ena od takih mojih bolj zanimivih izkušenj je bila, ko sem deloval kot svetovalec Svetovne banke za izobraževalno založništvo v Azerbajdžanu in v Gruziji, kjer se je pač zgodilo to, da ko so domačini, naši gostitelji prišli do določene kompleksnosti vprašanj, v katerih so se pogovarjali, so preklopili v ruščino, ker niso znali več v domačem jeziku naprej. In jaz moram reči, da nisem najbolj navdušen nad tem, da bi se mi o kompleksnih strokovnih vprašanjih pogovarjali samo še v angleščini. Morda je to neizogibna prihodnost, ampak jaz bi malo plul proti vetru, če se da. Tretja stvar, ki se mi zdi zelo zanimiv izziv, je, in tukaj imamo po mojem kar nekaj možnosti, je specializacija za posamezna področja. Značilno za svetovno znanost je, da je visoko specializirana. Na naši univerzi imamo ljudi, ki so vrhunski svetovni strokovnjaki za posamezna področja. Tukaj vidim potem tudi neko možnost za razvoj objavljanja in tukaj seveda vidim tudi veliko možnost za sodelovanje v regijah. Hrvaška, Avstrija, Italija, Madžarska so blizu.
S Hrvaško nas druži tudi podoben jezik, ne glede na to, da se občasno obmetavamo s sardinami v Piranskem zalivu oziroma Savudrijski vali, kot to rečejo pri sosedih, je tukaj možnosti za sodelovanje po moje veliko tudi na področju objavljanja. Zelo veliko skupnega verjamem, da imamo tudi z drugimi manjšimi evropskimi državami, kot so baltiške države. Tako da tukaj se nam odpira zelo veliko področje za možnosti za sodelovanje. Kot rečeno, razmerje med papirjem in zaslonom je nekaj, kar bo tudi treba strateško domisliti. Pa še ena stvar se mi zdi pomembna in s tem končujem. Kot sem že omenjal, največje svetovne univerzitetne založbe imajo tudi svoj reden program, ki je namenjen splošnemu trgu, objavljajo sicer knjige, ki posegajo na znanstvena področja. Oxford University Press ima recimo eno odlično serijo družboslovnih knjig o družbenih medijih, ima odlično serijo knjig o poljudnih knjig o kvantni fiziki in tukaj vidim tudi, da se nam bo zagotovo v Sloveniji tudi na tem področju se nam bojo odpirali številni izzivi.